Lep pozdrav, dobrodošli v novem tednu. Ja, na polno se dogaja, pospravljava, kuham, stroj, tako da ja, popolne pa delava. V soboto greva pa na dopust, tako da moram ta teden res stvari pospraviti. Zajtrček, pa še kruh bom dodala. Včeraj, ko sva bila še v Trstu, v onom shopping centru, ko sva šla v uno noro trgovino s sladkarijami, ki imajo res vsega in svašta, tako res take hude stvari. Na glavnem sem kupila par stvari, sem včeraj pozvala pokazati, mislim v prejšnjem tednu v vlogu. Se pravi, tele cookies, white chocolate, red velvet flavor. Chupa Chups, končno sem ga našla, ker ga tle očitno več ne moreš dobiti. Potem tole bubblegum, se pravi na jagoda bubblegum, Dr. Pepper, cherry, mislim, koliko bila Dr. Pepper, ja, tako da nimam predstave. Dragi si vzela pa tole vanilla float. Tako da ja, to je to, meni se zdi ful modi na bus, gremo v službo. Tako da ja, sedimo. Jedla sva tele rogličke, nič posebnega. Pojedem se bo, ampak trema risa še najboljše, tako da to bom morala v bistvu kupiti. Dober večer. Citata nisem 2 dneva brala, ampak ni mi jasen. Sem ga soboto prebrala, ker tle vam bo značilo, kot da sem na 30. A sem mislila naprej prebrala? Ok, malo se zmedena, ni mi jasen, ampak se nima veze. Se pravi, 31. to je bilo včeraj. Zapiši najljubše avgustovske dogodke, tako kot zmerne, sa ta konc meseca je tako isto. Kateri trenutki ste najbolj razveselili, kaj te je sprostila, blablabla. Današnji pa ponavljate afirmacije. Začni september spodbujajoče. Dosežem lahko vse, za kar se odločim. Verjamem v osebo, kakršna postajam. Brezpogojno se vam rada. Veselo in srečno novo šolsko leto. Vsem, ki začenjate danes. Lej, šola je zakon, ok? Pač za marsikoga je mogoče težko, ampak ne vem, meni je pa šola the best. Meni sem se pač ful rada učila in mogoče malo to pogrešam. Ok, kakorkoli. Glavno prebrala sem tole od Patti Smith Devotion. Pa mi ni bilo všeč. Pač le piše Why I Write, v angleščini je, in o tem, zakaj ona piše, je tako mogoče 3 stavke napisala. Mislila, kar neka zgodba o eni družini, vse je ok, ampak ko sem imela druga pričakovanja, mi pač knjiga ni bila všeč. Pa jaz obožujem pesmi od Patti Smith. Notra so 2 pesmi, ki sta krasni, pa eno sem prebrala, oziroma ni bila poezija, ampak je bila knjiga, pa imam še eno njeno poezijo, no, to bom pa zdaj po moje na dopustu brala. Tako da ja, jo pa obdržim, ker je moja. Tako da nimam tle kaj. Se pravi, v soboto grem ida na dopust, za 2 tedna. 2 tedna bom jaz odsotna od svojega doma. Ne, mislim, da nikoli nisem dlje kaj 1 teden od doma. Tako da sploh ne vem, kako mi bo, mislim, wow. Pa že zaradi tega dovolj cot moram vzeti. Potem knjig, predvsem knjig. Zdaj, če mi kaj sfali kozmetike, pa to pač lahko dokupam, to sploh ni panike. Pa dovolj nakita. Jaz pa nakit, se pravi, jaz imam zmer vsak dan 4 različne prstane. Se pravi, vsak dan 4 različne prstane. Mislim, da toliko nakita sploh nimam. Uhana, ok, ja, že, to ni panike, ampak prstano, poslednje, če imam toliko. Moram malo pogledati. Kaj zanimiv, stari. No, se sploh nima veze. Danes mi je pisala sošolka Teja iz srednje šole, takrat na trgovski, ko sem bila 1 let, da me pač gleda na YouTubeu. Noro. Tako da hvala Teja, da gledaš, res. Ful hvala. To je noro. Kako se pol najdeš, ali mi to zanimivo. Tako da pisala mi na Instagram, ja, tako da smo se dogovorili, da bo šli na kavo, ko se pač jaz vrnem z dopusta. Ker ta teden bo zelo kratek in zelo bo jam-packed, natrpan, tako da bom res morala biti efektivna s svojim časom. Se pravi, itak sem začela prej pakirati, ker se veš, jaz itak 1 teden prej rada pakiram, nimam kam kuvradati, to je problem. Drugače bi itak že zdaj ga imela tle. Joj, ful bo problem, ker veš, kakšno bo vreme, moram spakirati in toplo, in za hladno vreme, in za toplo vreme. Sploh gledala sem, da bo ta teden še 27 dol, kar me sicer veseli, da še malo poletje dobiva. Zdaj imam tako en plan, da bi s tele omare, tle imam jaz pač ful teh srajčk pa to, da bi vsako srajčko probala in da vidim, kako mi je.
zdaj, ko sem na Trstu, sem se dve odločila, da dam stran, da dam na izmenjevalnico, ker mi nista kul. Tako da mislim, da bom to jutri morala obvezno narediti. Ja, zdaj moram v bistvu tale vlog od prejšnjega tedna downloadati, ker nimam place na telefonu, tako da moram najprej dati na disk, pa pol downloadati, pa jutri po moje pač bom vlog objavljen. Dobro jutro, lepo zdrav, dežuje. Kofe sem že spila, pa brala. Če sem kupila tale mango lasi v DM-u, jaz sem fora na lasi, tako da po moje bo dober. Čin. Ni mi to dober. Ni toliko sladek? Ne vem. Današnji nasvet. Ciljno čiščenje. Naravnaj uro in 15 minut posveti čiščenju navlake iz prostorov. Če hočeš spraviti nared iz glave, pa spravi okolico. Oh my god, kak dober. Jaz sem zdaj hotela tole maro, tele srajčke vse probat, tako da sem tega lotila, upam. Pa naredila bom jajčne mafine. Moram še tale vlog, mislim, prejšnjega tedna. Skozi šteka telefon, gledam, nima veze. Prebrala sem tole poezijo Alda Merini Sveta dežela. Je bila Italijanka. Je imela zelo tako, pač bila je v umobolnici, kak predvidela. Ne vem, pesmi so tako malo mračne, ampak je ful zanimiv. Ne vem, tako drugačna poezija, nisem še takih brala in mi je v bistvu ful všeč. Na začetku tudi opisano njeno življenje, tako da ocenim jo 4 zvezdicami, meni je pač všeč. To sem vzela v Tržaškem knjižnem središču, pa tudi tole, ki so brezplačna ta kazala. Sem enega sem vzela, mi je žal, da nisem več, kot suvenirček. A ja, se evo, eno kazalo pa imam iz Trsta, če ne drugega pa iz tam, aleluja, aleluja. Potem sem pa še tole, oziroma nisem do konca prebrala. To sem znači vzela v Mohorjevi založbi. Hugo von Hofmannsthal Slehernik, to je dramska igra, ni poezija, kakor sem jaz mislila. In mi je ful dolgočasno. Tako da sem brala prvih 23 strani, pa pol še malo na koncu, ko opisuje, ampak ne moram. Jaz dramskih iger sploh ne maram. Mislim, rada gledam v gledališču, ne maram pa tega brati. In ne moram, sploh ne moram. In se ne bom mučila, tako da je pač bom dala nazaj. Mislim, bom dala med svoje knjige, ker je moja in jo bom obdržala. Sicer je bila poceno, ne spomnim se točno, koliko sem dala za njo, ker je bila v akciji. Tako da še dober. Tako da ja, tele zdaj lepo pospravimo knjižnico svojo, da se lotimo tega. Najprej bom dala se ven. Tja, bom pa probala. Koliko stvari? Oh, my lord. Ne bom snemala zdaj vsake stvari, ki probam, ne skrbi. Tam je to huda. Tole sem letos poletne izmenjevalnici našla, ki so bili z Mici. Razmišljam, da bi danes smela. Se pa zdaj kar sonček. Yeah, baby. Ta itak da ostane. So se že malo spustili mafinčki, sem pozabila takoj posneti, ampak so še zmer lepi. Nisem probala čisto vsake srajčke, za une, ki sem jih pred kratkim nosila, ker vem, da so mi kul. Nisem probala, ostale sem, ker nisem mazih, in 6 srajčk bom dala na izmenjevalnico. Top! Tole sem prebrala, ker sem kupila v Trstu. Se pravi, Marjana Deganuti, Moj jezik v tvojih besedah. Je poezija, v slovenščini pa v italijanščini. Ona je rojena v mešani družini, oče je Slovenc. Marjana pa je tudi vztrajno in z ljubeznijo gojila jezik svojih prednikov in očeta. Dobila potem tudi štipendijo v Sloveniji in se je od leta 2014 do 2016 udeležila tečajev pri Centru za slovenščine kot drugi tuji jezik na Ljubljanski univerzi. Ja, pač je zanimiva, ker govori o jeziku, mejah in pač ne vemo o zgodovini. Jo pocenam s 3 zvezdicami. Dajmo še tele kekse probati iz Italije. Ja, ful sladko, sej kaj drugega sem pričakovala.
5 od 10. So mi pa že že boljši. Lep pozdravček, z dragim sem šla v Hoferja. Tako da sledi Hoferhall. Še par knjig sem kupila, ampak to pa pokažem. Medenjaki, te so nipo dobri. Dražji keksi, pistacijev rogljiček, brokoli, goveji burger, dragi pepavo, jaz sigurno ne znam. Pir, fuj, kombučo si je dragi vzel, bom probala malo. Twix, sladoled. In pa ržen kruh. To je to. Knjigic imam pa kar nekaj, tako da, ko bom utegnila postavim. No pa da probam tole kombučo. Limeta in meta. Čin. Ko nek navaden limetin čaj, a ne? Ko limetin čaj, ali pa metin, sploh tako ni, da se čuti to gaziran, tako kot kombuča, ko se slabo. Je bio. Čin s kofetom. Pa še ta rogljiček. Ful malo ponila. Mislim, ni slab, no, sem pa jedla boljše. Po bistvu njihovi uni z marmeladom je boljši, a pa un čokolada vanilja. Kukaj pa ta. Tre Marie ima v bistvu najboljše. To moram kupiti, stari. Bučo sem spekla, tako da zdaj bom dala v ta mešalnik, pa naredila bom juhico. Takole župa zgleda, ful je okusna, tako da to bom imela še za jutr. Dragi, naredil večerjo, sprav tale pleskavice, kot burger, bučka in pa brokoli. Ojla, lep pozdrav. Dajmo najprej začeti s citati. Se pravi, včerajšnji. Ne zanašaj se, da bo kdo drug poskrbel za tvojo srečo ali samospoštovanje. Zato si odgovoren ti sam. Stacey Carter. Današnji. Ključ do sreče v zavedanju, da imaš moč in lahko izbereš, kaj boš sprejel ali opustil. Dodinski. To ne smem pozabiti. Sabo vzeti. Ok, zdaj sem ti pa dolžna sprav knjige, pa če jaz spet sem šla malo v shopping. V bistvu najprej tole. Florian Lipuš, črtice mimo grede. In sem začela brati, ampak ne moram. Prebrala sem do polovice. Res, da so zelo kratki, ampak se veš, jaz ne maram kratkih zgodbic. To so pa črtice, kale še krajško stran in pol, a pa do 2 strani. Ampak enostavno nisem mogla. Prav sila sem se in se bila uno. Zakaj zdaj to berem? Zato, da dodam na seznam prebranih knjig, eno številko več. Ne delamo tega, tako da ne bom prebrala. In je tudi ne obdržim in gre naprej. Potem. Tole sem še v eni knjigobežnici našla. Izbrani spisi. Ne, pol se mi je zdaj zanimiv, tako da bomo videli. Pa zanč, včeraj. Nima veze. Grem mimo enega antikvariata in tako pogledam prvo knjigo, ok, odložim, vzamem tole in vidim Lilinovi. Jaz obožujem njeno poezijo. In tako prebrskam, poezija, 1 evro. V bistvu Lilinovi in pa Pavel Golija. Yes, baby, evro. Tako to bom kar dodala na zdajšnji seznam. Od Julije, mami, in mi je prinesla tele knjige. Noro, pa so imeli nekaj odpisno, nima veze. Kapadokija v angleščini. Ful mi je všeč, ker sem bila tam v Kapadokiji in noter ni dovoljeno fotkati. Res te freske, ikone, to je tako čudovito. In že sam vizualno, da imam to, ker mi je tako lepo, da bom absolutno imela v svoji knjižnici. Potem tole, prispevek zgodovini radosti. Ampak tako deluje mi ful dober, tako da ne vem, o čem se gre drugač. In pa Mila Vlašič, večjezična pesniška antologija. Tako da hodo, tako da tudi tole bo na TBR. Aha, tole imam še 2 TBR, ki sem si dodala. Mislim, da so to vse poezije. Ja, tole Alojz Gradnik, pa Pablo Neruda. Potem sem tole prebrala, zdajle. Sprav Jocelyn Soward, ne vem, kako se zgovori.
Celestin Marcel, Proustova ljubezen. To sem kupila prejšnji teden v Mohorjevi družbi. Mislim, imela sem malo višja pričakovanja, se mi je bilo všeč, ampak ne vem, zakaj sem pričakovala, zakaj sem mislila, da mi bo še toliko bolj. Pa Celeste je bila njegova pomočnica, ki je bila zaljubljena v njega. Zdaj to on vedel ali ne, ne vem, ampak mislim, nista pa skupaj. Ne vem, zakaj tle piše ljubezen, če ona dva v bistvu nista pa skupaj. Mislim, brez nje bi on bil čisto izgubljen, ker mu je ful pomagala. Ona je bila toliko zaljubljena v njega, vse bi za njega naredila. Še, ko ga ni bilo doma, je bila vsa živčna, napeta. Celeste. In tudi potem, ko on umrl, ona je še ful, kar nekaj let živela po njegovi smrti in je bila dejansko do konca svojega življenja zaljubljena v njega. Tako da, Celeste. V glavnem 3 zvezdice. Je moja, jo obdržim itak, ful mi je všeč knjiga in vse. Potem, se pravi, včeraj sem šla še v mladinsko knjigo. Šla sem po eno knjigo, vzela sem 3, oziroma plus 2, ne. Se pravi, namensko sem šla po tole, Margaret Atwood, Deklina zgodba. Ona je kanadska pisateljica, se ne vem, smo še živa ali ni, ker letnik 39. Tako da ne vem, še živa ali ne, to moram pogledati. Se pravi, to je distopična pripoved in je pač neka dekla, a ne. Grozno mi je tole brati. Enkrat na mesec mora leči na hrbet in upati, da bo to poveljnik oplodil. Saj so zaradi bruh. V glavnem taka distopična in naj bila v bistvu tudi prepovedana knjiga v ZDA. Tako da, ko sem to prebrala, sem bila ono, bomo to kar kupili. Tole je bila, se pravi, 19 € v slovenščini. Na Amazonu je, ne vem, 8 € pa še nekaj v angleščini, pa sem rekla, raje bom v slovenščini kupila. Tako da to, malo me je strah to brati, ampak potreba. Potem sem kupila še 2 poeziji. Tole, Radmila Petrovič, Moja mama ve, kaj se dogaja v mestih. To je srpska poezija, srpska avtorica, pa je ful fenomen v Srbiji, tako da pač valjda zanima. In pa tole, Natalija Milovanovič, Tuja mahkoba, je pa dobila Veronike nagrado, če se prav spoznam, je to nagrada za poezijo. In sem jo tudi danes prebrala, ampak meni ni bilo všeč. Se je dober sam, pač meni ni potegnila. Z 2 zvezdicama jo ocenam. Tako da jo bom probala prodati. Ker se vrnem z dopusta, jo bom probala prodati. Ne vem, očitno to, ko dobimo nagrade, meni nič ni všeč. Ker to je zdaj že druga tako knjiga, da ko je dobila neka nagrada, meni ni bilo všeč. Ampak tako pač je. Pač to je moje mnenje. Potem sem šla pa še danes v Narodno galerijo, samo v trgovino, namensko, ker me je zanimalo, kaj imajo v ponudbi. In sem vzela par stvari. Najprej sem tole knjigo, Nevidni gost, pač ta slika je meni ful všeč in je v bistvu roman izpeljan iz tega. To pa naslednjo čtivo. Tale je stala 18, 2 kazala sem vzela, ko ste lepa, €46 na kos in pa tale zvezek. Različne motive imajo tudi dražje, cenejše, manjše, ampak tam je nekako. Tale je bil koliko? 2,90. Je pa Peter Stevens, Gozdna krajina z vodnim mlinom, zbirke praškega gradu. Ne vem, se sploh ne vidi, čakaj. Ful mi je taka, domača, točno to, domača. Ko vidim to, ni no. To je razlika, ima te pikčaste. Niso čisto načrt, ampak so pikice. No, dobro. Ne vem, zdaj razmišljam, imela me nek zvezek z delene zapisko, zdaj, ko bom v Bosni, tako, kaj moram narediti, ko se vrnem z dopusta, ker imam nekih milijon stvari pol, ker je zdaj vse po dopustu. To je to. Tako. Zdaj se pa, dragi moji, moramo začeti pakirati. Včeraj sem sam nekaj malega. Koliko je dolg ta klip, stari, komu se bo dalo to editirati. Prav ne maram editiranja, še kar ne. Tako sem razmišljala zdaj za vlog, da do petka posnamem in objavim v ponedeljek, normalno.
in potem dopust začnemo od sobote, tako ko se začne. Pa zdaj ne vem, ali bom združila ta en teden ali bosta 2 tedna. Bom videla, kako bo z internetom, ker dole ima počasen internet in pol ne naloži vloga v tej visoki kvaliteti v 4K. Tako da le bom videla. Tako da mogoče en teden ne bo videa, no, sam tok. Ok, moram iti po kufre. Zdaj bom imel največji kufr, ki ga imam, črn. Pa imam pa še enega malo manjšega, pa še enega malo manjšega. In zdaj razmišljam, da bi vzela kar vse 3. Od tega največjega bi dala vse ostale stvari, pa ne vem, ali bi... Ja, se kar glede. Pa da pustim stvari, ki bodo recimo mazane, da dajem tja, pa pol shopping. Ker itak lahko dam tega tam manjšega, da mnogo večjega, če pač ne bi nucala recimo. Ne vem, joj. Grem dati leče ven, špegelčke gor, sladoled, malo muske ali kaj, YouTube. Pa začnemo pakirati. Ker bom itak morala spakirati, ja, se pravi 2 tedna, stvari, bolano. Ja, jodi, moram nekaj nakladati, v bistvu sem lačna. Tole bi itak prebrala v pol ure, kako zako poezijo, ko prebereš v pol ure. Tam pa toliko malo strani, malo čez 6, ni slabih 70. Ok, gremo delati. Tako, telehančke moram dodati. To so one iz Trsta, toliko so mi hude. Upsi. Čin. Sem se štimala YouTube, bom gledala par videov. Najprej moram posesati tale kufr, ker je pač ful mazan. Če kakšne smeti vidiš, oziroma tle imam zdaj toliko razmetan, ne obsojaj, prosim. Jaz drugače ful rada pakiram, ampak tole mi je zdaj malček stresno. Ok, najprej kratke majice. Zdaj načeloma vzela bom 14 kratkih majic. Vsak dan eno. Zakaj je to tako težko? Če bi jih rolala, se mi ne da. Absolutno se mi ne da. Ok, kratke majice so spakirane. Po moje sem jih vzela 20. Pa za vsak slučaj. Tole bom imela, to mi je tako dobro. Zdaj bom še dolge rokave, imam tam še. Zdaj sem dobesedno pol malo razprazna. A ja, pa moram še oblekce. Ker je napovedano pa vsaj malo toplo vreme. Tale obleka. O moj bog. To bo meni premehen. Tle bodo res cote. Še kozmetične stvari ne bodo šle. Se vem, jaz ful pretiravam, jaz se tega zavedam, ampak žal se ne znam pomagati. Pa tudi malo prilika, da ponosim stvari, pa da vidim, kaj sploh imam v omari. A ne? No, čist. Meni je vroče. Potem pa še tletko pokažem. Tukaj imam par dolgih rokavov, za vsak slučaj, ne normalno. Kopalke, čeprav dvomim, da se ga kupila. Midva se letos sploh nisva kupila. Ne na morju, ne na bazenu. Meni je poleti šlo tako, v nič dobesedno. Samo v službi sem bila, je takva bruh. V bistvu morala te kopalke probati, če sem mislila še prav. Tole. Imam tle eno oblekco, ko bomo imeli krst, rojsten dan. Ne vem točno, kaj bom še oblekla. Tako da bom za vsak slučaj to vzela s sabo. Ker tudi ne vem, kakšno bo kaj vreme. Pa te so še dolge. To je še ena obleka, sicer črna, no. Ampak mogoče zvečer, če bi šla ven, pa kaj. Ja. Bom pa še kakšne tele. Tle imam še 2 srajčki, kakšen blazer, štumfo miljavžent, tele dolge žabe, modrci, pa še kakšna oblekca, no. Ja, sej. Če to bom nehala snimati, ker če ne, bom tle cel dan. O moj bog. To našlo se not.
Oziroma, to bo šlo. Videla pa, kako bom nosila, kaj je, groza. Tole je situacija. Kovček je poln. Tle moram sem še štumfe dodati, niso še čist suhi. Ja, groza. To je to, v bistvu. Pa sem še kakšne spodne stvari tele za spat. Ostala pa vločen kovček. Se moram spakirati nakit. To pa tudi preizkus. Gre se v bistvu nosim 4 prstane vsak dan, plus poročen. Krat 14 dni. Spomnim, če jih imam toliko. Mislim, ni panike. To sploh ni pomemben, v bistvu mi bo grozen, če jih imam več. Sem bom dala po moje prstane, kakšne za pesemco sigurno. Res imam moje unijeni škatli. Bom kazala. Aha, pa še Hane. Se mislim, da bo nad. Zdaj ta kufer je narejen, to imam že spodne perilo. Nekaj kozmetike sem spakirala. Tukaj imam spodne perilo, valjda bom pokazala. Imam tako razne prčkarije, neke kremce, ki hočem ponucati. Balzam, tako malo zaloge, zobna pasta. Pa kozmetiko pa pač itak za dan, ne. Ok, tle imam zapestnice. Tukaj so prstančki. Tale škatla je že toliko boga, tako da pol, ko se vrnava, jo bom dala stran. Tukaj so pa uhančki, ja, ful se bom zabavala, ko bom morala to vse dati skup. To je škatla od ene verižce, ampak sem dala zdaj noter. Joj, pač različne verižice, tako da ja. To je to, evo, tudi nakit sem spravila. Lep pozdrav, ravno sem dan prišla. V bistvu mi je ful dobro, ker sem že včeraj večerno spakirala, jutri sem še te kozmetične stvari, ker sem zdaj lahko easy in nisem v bistvu pod stresom. Na shoppinga sem naredila. Jaz sem malo leha s tem shoppingom, ne vem, kaj mi je. Šla sem v Müllerja. Se pravi, v Müllerju sem vzela kapsule in bom kar pustila tako v škatli, ker bom pač nesla, ko gre v Bosno. Moram še aparat spakirati, da sem ga pozabila, bog ne daj. Tole kremice za roke, no dajmo jo tako testirati, ker mi je v bistvu zmanjkalo in zdaj nimam nobene. Jela ima znižana, pa Afrodito imam jaz kar rada, no. Pa še slovensko podjetje. Eno redkih, kaj še slovensko. Tele so itak ful dobre, sem imela takrat cherry, da se res ful lepo razmažejo. Pa ful so hit. Pač lepe so, no, zelo prijetne na vtip. A ja, pa tale deodorant. Tazga imam istega, pa se mi zdi, da že proti koncu, tako da moram imeti rezervo. Ne bi pa rada pa zadnjo sekundo. Potem sem skočila v Mojito. Neplanirano. Sem šla pač v Alejo. Vzela sem tole bombažno majico, pač ful mi je luškana, pa znižana je bila. Tele uhančke. Jo, Mojito ima res lepe stvari, stari. Sploh tako nakit pa torbice. Potem sem še v Reserved vzela tele. So mi tudi take nore lepe. Potem sem skočila v Špara. Sem vzela šampon za lase. Tale od Angelike mi je najboljši, vrhunski. Kaj misliš, kaj sem pol kupila? Tako, kaj misliš? 3 sekunde ti. Od Stephena Kinga, njega še nikoli nisem brala. Gledala sem film It, oziroma Tisto, in mi je vrhunski film. Zdaj ne vem, če sem drug del gledala. Mislim, da sem, ne moram se spomniti, ampak pravijo, da toliko dobro piše, da je toliko srhljivo, da sem želela imeti en izvod vsaj, pa itak zmer ful debele knjige piše, tam ima skoraj 700 strani, 600, ja, praktično 700 strani, tako da je bila pa 24 evrov, no. Založba pa Hiša knjig. Ful sem bila dolg na tem oddelku knjig, pa sem mi tako fotkala, ne, ideje pa to, pa samo ne bom nič vzela in pa tako čisto na koncu tole vidim. In pa sem zašla. To je to. Zdaj pač, ja, shopping še v Bosni, kar bo pametnega in pa moram res nehati. Pa danes pa včeraj sem še ful nekih knjig naročila preko podjetja Taschen. Oni imajo take zelo specifične
ala arhitektura, fotografija, oblikovanje. V bistvu imam 2 njihovi knjigi. Rana ful sem imela popusteno, zato sem vzela, tako da ja. Pa treba snehati. Današnji citat. Odreci se toksičnim ljudem in vsebinam. Veliko srečnejša boš, ko se boš znebila negativnosti. Ja, ful je lažje, ko zmanjšaš socialna mrežja. TikToka, se pravi, koliko časa že zrisen, več kot mesec, sva ne pogrešam, niti ne pomislim. Pa pač, če gledam kakšne te komentator, youtuberje, ko vidim res, kakšne neumnosti so gor, ne pogrešam, ne, hvala. Na Instagramu sem, pa pač YouTube, no, YouTube mi je res najboljši, ker ful stvari različnih lahko gledaš in pol dejansko tisto, kar te zanima, ti pa tudi algoritem servira in to je to, kar te ne zanima, greš naprej. Tako, zdaj bom pa jaz počivala, sladoled pomirila, še kaj spakirala, mislim, še enkrat bom šla čez, no, če še kaj tazga. Pa je to v bistvu. Tako da, uradno se začenja najin dopust 2 tedna. Zdaj sem par teh knjigic prevlekla, da naredim malo objavico za Instagram. To je tako samo par knjig, ki sem jih kupila v zadnjem času. Tako sploh ne vse. Oh my god. Prebrala sem tole knjigo, ko sem včeraj kupila v Narodni galeriji. Se pravi, René de Sekati? Nevidni gost. Pač ful dobra knjiga, ful mi je všeč. V bistvu govori o tej knjigi. Govori o tej sliki, ki je tudi v Narodni galeriji, zato mi je tudi v bistvu pritegnila. Potem je pa v bistvu vzporedno govori še o 2 moških in o njuni prekinjeni ljubezni. Nočem reči, da meni je bila pač ful všeč, zanimiva. Verjetno to je edini roman, v središču katerega se pojavlja likovno delo kakega slovenskega avtorja. 4 zvezdice. In jo z veseljem obdržim v svoji knjižnici. Sledilka Jelena me je ful prosila, da probam ta frozen jogurt in danes, ko sem šla v Lejo, jih ni bilo. Tako da, ne vem, Jelena, če očitno jih ni več, ali kaj, ne vem. Ne mi zameriti, vem, da sem obljubila, da sem iz tedna v teden obljubljala, ampak enostavno mi ni ratalo. Če se ne motim, so pa vsi ti par koskosa, ne? No, lej, če so vsi ti par koskos, pol po dopustu, okej? Pa kar deževati je začel, pa ful grmi. Razmišljala sem, da bi tako imela, ker zdaj pač vidim, da si folk dela kurikulum, tako da bi pač šel v šolo, ne, se pravi, domača šola. In jaz bi tudi to. Moram sama razmisliti, kaj točno, poleg branja knjig, seveda. Tako da, v bistvu tle pa tebe prosim za ideje in sicer priporočila za jesensko branje. Prosim, napiš mi, pa če imaš kakšno idejo za šolanje doma, zase. Ne vem, čisto, mogoče mi bo pa kaj všeč, pa dobim idejo, ne sej. Zdaj bom na dopustu malo razmislila o tem. Imam prav zvezek, kamor si bom zapisvala vse ideje, ker verjamem, da bo ful. To je ponovno tako, se vem, da se podala, ampak 2 tedna od doma. Wow. Potem, da pa mene začnejo srbeti prsti in vse, in bi vse počela in ne vem kaj, ne, ampak nisem doma. Ko prijem dan, se mi pa polnoč ne da. Tako, tukaj bom zaključila tale vlog. Ta vlog je pač malo krajši, a ne? Ker potem jutro od sobote začnemo naslednjega. Se pravi, ne vem, kako bo, lahko da bo, se pravi, spet naslednji ponedeljek normalen, ali pa naslednji ponedeljek ne bo, ne zdaj ta čez 2 dneva, ampak naslednji ponedeljek, ali bom pa pol, ko se vrnem, objavila od 2 tednov z dopusta. Ne vem še, bomo videli, če se nič vmes ne javljam, ne pozabiti name. Bom kakšno fotko objavila tle na YouTube. Na Instagramu bom pa itak bolj aktivna, no. Bom videla. Hvala, da gledaš. Vem, da sem ful drama. Zdaj, ko sem editirala video, sem uno. Pač se smo navajeni, da zmer dramatiziramo, ne? Tako. Nač res ful hvala, da gledaš. Ful cenim tvoj čas. Sem dobila vaš par komentarjev, zakaj ne snemam te pokončne videe. Lej, če nimaš tega attention spana,
kako bi ti rekla, potrpežljivosti kakorkoli, da gledaš en poren vlog, jaz bi se pol malo vprašala. To tako nežno povem. Ja, glavno, res ful hvala, da gledaš, ful cenim, rada te imam, se vidimo čez en teden ali pa čez 2. Malo zaokrožam, no, lepo bodi. Pa lepo se me, kjerkoli si, karkoli počneš in se gledamo malo. Čau.